Cenjene dame in gospodje, lepo pozdravljeni iz studia 136, to so Vesti na vesti. Slovenska demokratska stranka je vložila ugovor zaradi nepravilnosti in nezakonitosti pri delu volilnih odborov v 3. in 4. volilni enoti, ker nekateri volilni odbori niso zahtevali podpisa volivcev v volilni imenik. Zato zahtevajo pregled volilnih imenikov na 52 voliščih. Volilna komisija volilne enote Ljubljana Center bo o ugovoru SDS odločala danes. Gregor Virant pravi, da nameravajo v primeru, da SDS-ov ugovor ne bo sprejet, uporabiti vsa pravna sredstva, verjetno tudi pritožbo na ustavno sodišče. Odgovoril pa je tudi na Nejčevo vprašanje. Če gre za vprašanje, kdo bo sestavljal vlado, je naš poraz kvečemu v tem, da seveda v tej konstelaciji vlade ne moremo sestaviti. Drugače gre pa za tesno zmago levega trojčka. Če bi prišlo do manjšega premika v volilnem telesu, bi bila danes lahko slika popolnoma drugačna. Če bi bilo razmerje 30-29 na mesto za SD za SDS in če bi Nova Slovenija za malenkost več glasov prišla v državni zbor, potem bi sedanja koalicija imela v parlamentu večino in verjetno bi danes Janez Janša sestavljal vlado. Tako da v tem smislu, kar se tiče samega volilnega rezultata, ne moremo govoriti o porazu. Poraz, kot rečeno, kvečemo v tem smislu, da ne moremo sodelovati pri sestavljanju vlade. Samo mimogrede, da vam nekaj povem. Dobila sem direktivo, da se ne smem kaj preveč šaliti. Celo Hajdinjak me je prenehal vabiti na njihove SDS-ove bankete. Ampak samo eno šalico pa lahko? Samo eno. O posledicah volilnih nepravilnosti smo se pogovarjali s pravnikom Mirom Cerarjem. Pojasnil nam je, kaj lahko stori komisija volilne enote. Komisija volilne enote lahko ali ugotovi, da je, prišlo do nepravilnosti, vendar te niso bistveno vplivali na izid. V tem primeru pač lahko uveljavlja neko odgovornost tistih, ki so to nepravilno zagrešili, vendar ne bo zaradi tega razveljavila, da tako rečem, volitev. Če pa ugotovi, da je prišlo do bistvenih kršitev, ki bi lahko ali pa so vplivali na izid, pa mora, da tako rečem, odrediti ponovne volitve, ampak to samo v tistem obsegu, v katerem je ta kršitev bila lahko relevantna, torej kjer bi lahko vplivalo to na izid. Hej, ma ta šala ti ni dobra, daj drugo. Ja, to je to. In kaj pritožbe pomenijo za končni rezultat? Problem bi seveda nastal, če bilo nekaj treba v nekem možnem okviru seveda ponoviti volitve. Potem se seveda ta postopek zavleče. Tu se pa potem vsi postopki zamaknejo, tudi konstituiranje državnega zbora pač ne more potekati na podlagi nepopolnih volilnih izidov. Problem pa lahko nastopi tudi kasneje, če bi se recimo na sami seji državnega zbora določeni poslanski mandati ne potrdili, ali bi prišlo do pritožb na ustavno sodišče. V tem primeru sicer ni verjetno, da državni zbor ne bi mogel začeti delovati, kajti za njegovo delovanje zadostuje, da je več kot polovica mandatov potrjenih. Problem bi nastal v postopku torej imenovanja vlade. Problem. Problematično imenovanje problematične vlade bi se torej lahko problematično zavleklo za kar precej problematičnih tednov. Problem. Težko si predstavljam, da bi, čeprav je to pravno gledano mogoče, ampak da bi politično gledano nekako šli v imenovanje, torej v izvolitev predsednika vlade in imenovanje ministrov brez nekako popolnega parlamenta, torej parlamenta v popolni sestavi z vsemi potrjenimi mandati. Kljub temu se je sestavljanje nove vladne koalicije že začelo. Desus pričakuje vstop v levo vlado, v kateri želi enega ministra več kot najmanjša parlamentarna stranka. Karl Erjavec pa je Denusu pojasnil, zakaj bi rad ostal na obrambnem ministrstvu. Glede na to, da sem tam začel in sem še danes tam, da je veliko projektov še odprtih, bi si želel pač zaključiti te projekte. Ob tem bi pa tudi želel, da se res dokončno razčisti ta zadeva s patrijami. Jaz sem prepričan, da kar se mene tiče, da sem pošteno in v skladu z zakoni ravnal. Če pa karkoli bilo narobe, je pa prav, da se to ugotovi in pri tem bi prav gotovo vztrajal, da se vsestransko ta zadeva razčisti. In kaj bi se zgodilo, če Erjavca mandatar ne bi želel na ministrskem položaju?
Kaj pa, če ne boste imeli možnosti biti minister, bi bil državni sekretar, bi bil kaj drugega, bi bil predsednik parlamenta? Poglejte, no, jaz sem že večkrat rekel, jaz nisem odvisnik od politike. Ja, od politike res ne, ampak mislim, da bi gospod Erjavec največjo krizo doživel, če bi upokojencev zmanjkalo. Predsednik Slovenske ljudske stranke Bojan Šrot pravi, da se je njegova stranka že začela pripravljati na nove volitve. O svoji usodi pa je povedal: Jaz na vsakih volitvah rečem, da upam, da so te zadnje, pa se vedno najem tega zarečenega kruha, ampak enkrat bodo tudi prišle moje zadnje volitve. Predstavniki mednarodne ekološke mreže Adriatic GreenNet iz Italije, Hrvaške in Slovenije so v Kopru zatrdili, da postopki glede gradnje plinskih terminalov v Tržaškem zalivu ne izpolnjujejo načel konvencije ESPO. Karel Lipič pa nam je zaupal, kaj pričakuje od nove vlade. Res se bojim, da so se dogovorili in da pravzaprav je že prepozno. Mislim, da je potrebno se ponovno usesti in pa z novo slovensko vlado ta dialog ponovno spostaviti in pa spoštovati sprejeto okoljsko zakonodajo na tem področju in oba terminala, predvsem ta terminal v Tržaškem zalivu, na tej lokaciji nobenem primeru ne more biti. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Spomini so nas dohiteli sinoči v cvetličarni Media Park na izjemnem koncertu, kjer smo se poklonili legendarni beograjski rock'n'roll skupini Ekaterini Veliki. Svoja čustva je ob spominu na Milana Mladenovića strnila njihova nekdanja back vokalistka Tanja Jovičević. Kažem, on je uvijek bio poznat po tom kriku koji je ispuštao, po tom jauku, kao da je znao šta će se desiti, ali to ga nije sprečavalo da pravi ipak na neki način optimističke pesme. Gde god se mi pojavimo i ljudi ovako uživaju i budu jako dobro raspoloženi, to znači da su te pesme samo čekale vreme kad će da dobiju onu svoju svetliju i pozitivnu stranu. Luksuz festival poceni filma je že 6. predvajal filme iz celega sveta na Trški gori pri Krškem. O poziciji slovenskega filma smo govorili s Petrom Jarhom, ki je vsakoletni gost festivala. Moram pohvaliti organizatorje, kot vedno solidni, odprti za nove ideje, brez posebne cenzure. Madžarski umetnik Endre Tot, ki je za umetniško delo prvič uporabil transparente in ljudi pred 30 leti v Ženevi, je performans, s katerim udeleženci demonstrirajo veselje, predstavil tudi v Ljubljani. Zakaj vas veseli, da imate to okrog vratov? Lušno, ja. V spomin na srbsko igralko Sonjo Savić, komentar dneva Igor Koršič. V 47. letu starosti je umrla srbska in slovenska filmska igralka Sonja Savić. Zakaj sem se zdrznil, ko me ta tragična vest ni presenetila? Njena prerana smrt je bila že zapisana v mojih slutnah zato, ker je bila Sonja Savić poosebljena krhkost in človeška ranljivost in tisto, čemur pravimo brezkompromisna človeška pokončnost. Po drugi strani ji je usoda namenila surove čase in v teh časih še posebej surove kraje. Sonja Savić je bila živa negacija svojega časa. Tragični konec je tako v naši zavesti nekako prisoten od začetka. Jan Cvitkovič je imel srečo in profesionalno zanesljivo roko, ko je zasedel za svoj film Kruh in mleko. Njen lik dobesedno nosi občutljivo Cvitkovičevo pripoved. In film je Savićevo ljubil, kajti film ne mara igre. Film ljubi razkrivati osebnosti igralcev, ne njihovih igralskih person, ampak njihovo pristno, osebno človeško naravo. Nesebična človeška darežljivost, dobra odkrita duša pa so tiste redke vrline, zaradi katerih se zdi, kot da se jih filmsko oko razveseli do ganotja, kadar jih sreča. In zakaj imamo občutek, da je bila Sonja tudi naša, slovenska, čeprav je pri nas gotovo
gostovala le 2-krat. Po moje zato, ker so take osebnosti, kot je bila njena, naravni mostovi med kulturami, saj gre za hipertrofijo univerzalno človeškega. Globoko v sebi mi take mostove pogrešamo, ker so redki in mi jih nujno potrebujemo. Zato je tudi smrt igralke, ki jo osebno nismo poznali, lahko nenavadno boleča. Še vreme? Zakaj ne bi pripravili inštalacijo lepega vremena? Oblake pomečemo v Ljubljanico, nad Prešernov trg obesimo sonce in prepričana sem, da bo demonstracija dobre volje v Ljubljani še precej bolj uspešna. Cenjene dame in gospodje, to so bile Vesti na vesti. Lepo pozdravljeni iz studia 136.